Pozdravljeni v avtomobilnosti. Pravkar smo se vrnili iz šanghajskega salona avtomobilov in to je en tak klasičen avtomobilski salon, kakršnih v Evropi že dolgo ne poznamo. Na teh razstavnih prostorih pa smo videli tudi številne baterije, ki jih lahko napolnimo v komaj 5 minutah. In dirka se je torej začela. Pokazali smo vam že Zikrovo polnilnico, ki je imela zelo tanek polnilni kabel, kar ji seveda omogoča vodno hlajenje tukaj notri. No, ampak tista Zikrova polnilnica še ni bila tako zelo močna in zmogljiva kot je tale. Tale lahko namreč polni kar 1300 kW moči. In teh 1300 kW pomeni, da je Zikr zdaj prevzel vodstvo v tej napeti kitajski dirki za najhitrejše polnjenje. Ampak to vodstvo v dirki je pravzaprav zaenkrat zgolj pole position. Mi bi se namreč glede na naše izkušnje bolj želeli, da bi to hitro polnjenje delovalo zanesljivo, čeprav s tistimi 200-300 kW. No, za polnjenje s 1300 kW, kar pomeni, da bi v eni sekundi dobili kar 2 km dosega, oziroma da bi celotno baterijo napolnili v recimo 5 minutah, pa potrebujemo tudi zmogljiv avto, pa seveda tudi zmogljivo infrastrukturo. No in ko smo že pri infrastrukturi, tole je domača polnilnica, ki omogoča tudi napajanje porabnikov v obratni smeri oziroma oddajanje energije v domače omrežje. No, tukaj zraven pa je zelo elegantna domača polnilnica, ki ni več tista velika škatla, ki jo imamo na steni, ampak taka miniaturna. Ampak zdajle, ko sem tale kabel prijel v roke, pa se mi zdi, da deluje kar precej ceneno oziroma kitajsko v tistem starem slabšalnem pomenu te besede. Ampak v resnici to v prihodnosti ne bo več problem. Poglejte na primer tole robotsko roko. Tale robotska roka se, tako kot naš komolec, zelo enostavno raztegne in namesto nas priklopi električni avto, če vam je recimo to kdaj pretežko. Seveda pa ima ta Lukova prezentacija teh hitrih polnilnic en resen zadržek. Namreč v Sloveniji še niti teh 350 kW polnilnic nimamo dovolj, kot da se te megavatne polnilnice zdijo kot pobožna želja. Pa v resnici tudi te 350 kW polnilnice v praksi pogosto polnijo bistveno počasneje. Ampak danes bomo en takšen primer, koliko so hitre polnilnice v Sloveniji hitre, preizkusili na primeru enega najbolj modernih električnih avtomobilov, kar jih lahko kupimo tukaj v Sloveniji. Govorimo o Audiju A6 e-tronu. Baterijo tega avtomobila lahko od 10 do 80% napolnimo v komaj 20 minutah. Torej, v današnji avtomobilnosti bomo preverili, koliko se ta Audi A6 e-tron napolni za čas trajanja naše oddaje. Ampak, da bomo dosegli kar najvišjo moč polnjenja in s tem kar najhitrejše polnjenje, sem avtomobil spraznil do napolnjenosti baterije pod 10%. In pa v navigaciji sem to polnilno mesto dal kot končni cilj in s tem avtomobilu povedal, da naj baterijo predhodno pripravi, se pravi ogreje na ta pravo temperaturo, da bo to polnjenje kar najhitrejše. No, ampak ta moč polnjenja naj bi bila najvišja na začetku, se pravi, tam bo okoli 270 kW, to moč se bo nekako ohranjalo do okoli 30% napolnjenosti baterije, potem pa bo ta krivulja oziroma moč polnjenja nekako padala takole dol z vsakim kilovatno uro, ki jo bomo dali sem v ta avtomobil. Zdaj pa je res čas, da našega Audija dejansko priklopimo, pa da bo jasno. Priklopil ga bom v sosedno polnilno postajo, zato ker tista originalna, kjer sem avtomobil parkiral, ne deluje. Seveda, s tem je treba ponavadi računati, ko se odpravljamo na polnilno mesto. Torej, priključili bomo
štoparico, po 20 minutah pa pogledali, koliko je avtomobil napolnjen. Torej, naj se odštevanje Audijevega polnjenja začne. No, kot vidite, se nam je zdaj pridružil tudi Luka, direktno iz letala iz Kitajske. Luka, dobrodošel nazaj spet v Sloveniji. Hvala. Kako je bilo? Kakšen je bil tisti čaj? Čaj je bil zelo okusen, sicer pa je bilo pričakovano zelo poučno in zanimivo. Mimogrede, z veliko muke sem se naučil tudi 5 kitajskih besed. Ni hao, wo caj, cajča. Ampak daj vam mogoče ta čaj pustiti za kakšno drugo priložnost, takrat, ko bomo šli tako, kot se zagre. Čez planke. Čez planke, tako ja. Če pa rečeva kakšno avtomobilsko, ponovno smo seveda z zanimanjem opazovali stanje kitajskega avtomobilizma, kako hitro napredujejo. Ampak ena stvar je tam vedno zelo zanimiva. Kako zelo so si tisti njihovi večinoma v veliki večini električni avtomobili podobni med seboj in kako zelo včasih zelo nedomiselna imena imajo. No, pa daj kakšen primer. Zelo všeč mi je beseda tank, tako se namreč imenuje kar nekaj različnih modelov, pa tisto Bondovo sedmico zelo radi uporabijo. Tudi znotraj iste hiše imamo na primer 2 avtomobila, ki se popolnoma enako imenujeta. Pa recimo ime A3 jim je zelo všeč, tudi v Evropo so hoteli priti s tem imenom. Oni so rekli preprosto, pa kaj potem? No, meni se je zdelo že zanimivo, kako so povsem enake silhuete. Če bi temu avtomobilu kar prelepil značke, sploh ne bi vedel, v kater prodajni salon bi vse te avtomobile moral parkirati. Pa sploh mi je bilo zgovorno, ko sem klepetal na kavi na Bajkovem razstavnem prostoru, sem govoril z njihovim glavnim menedžerjem za Evropo in mi je povedal, da oni pogosto kar avtomobile zrišajo že zdaj s pomočjo umetne inteligence. Se pravi, vzamejo tiste avtomobile, ki so jim dejansko všeč in jih potem nekako posvojijo, prikrojijo po svoje s pomočjo umetne inteligence. Ja, res je. Pravzaprav so nam kar s ponosom povedali, da je njihov predsedniški Honči zelo podoben Rolls-Roycu in to ne po naključju. Torej, če te prav razumem, predlagaš, da današnjo reportažo začnemo s tistimi oblikovalci, ki so Evropo zapustili in se preselili na Kitajsko. You have worked for Rolls-Royce. Yes. Now you work for a Chinese brand. Yes. That looks a bit similar like a Rolls-Royce. I think there's a level of, let's say, fantastic heritage with the Hongqi brand. Going back to 1958, when Hongqi was set up, we're the oldest car brand in China. And I think therefore, there's always that little synergy, let's say, with a brand like Rolls-Royce, where we can inspire from our heritage. So if you see some values here, let's say some presence, nobility, elegance, these are things that I think work for Hongqi, just like they work for Rolls-Royce. So if it looks like a Rolls-Royce, well, for sure, because we want that level of, luxury presence to be very much part of the Hongqi DNA. Where can we see heritage? First Hongqi product, the L5, which is the presidential limousine. The grill, we call it the waterfall grill because it's like a Chinese waterfall, which is a symbol of health and good luck. So we call this the waterfall grill. Then we have the Wing of Dream. This is a Wing of Dream, which you see on all of the Hongqi products. Again, this sort of sense of heavenly elegance. And then the let's say the Hongqi, the middle little bit of heritage, a red stripe, references the axis that goes through the heavenly temple, right way through the emperor's temples in Beijing. In the Forbidden City, and this is a key part of our identity. So all of our Hongqis will have this. So a Wing of Dream, waterfall, and this axis. So how did you implement this red line because of legislation? In Europe, this is not possible, right? No, in Europe we can have illumination. Yeah, but it has to go off when you're driving. Aha, it has to go up. Yeah. So it's there when the car pulls up, stationary. But I think for driving, yes. We will have this just as a beautiful, like by day, you will see it, but by night, you will still see it when you're parked outside the theatre or the opera house, where these cars will be seen. Since you came from England, I heard that you announced a new partnership with a leather company from England. Yes. So you brought also some knowledge from Europe here to China. But what have you learned here in China? Well, from a design point of view, I've learned about the artistic culture. There is so much depth. To a 5,000-year-old culture. There's a poetry, there's a magic, there's a spirituality, there's a feng shui, different aspects of relationships with spaces, relationships to objects, all to do with well-being and a level of
let's say, healthiness in life. I expected that you will also mention some material, some silk. So if somebody comes to us and says, can you please put my headliner and part of my seats in silk? Yeah, no problem. We can find the best silk. There's only one country in the world that does silk. It's China. Could you drive from Europe across the Silk Road here? That's one thing that we've discussed with this car behind you, which is our new off-road SUV. We can do that. That's possibly in the future. Okay, looking forward to it. Yeah. Naj vam zdaj predstavim še enega nekdanjega Rolls-Royceovega oblikovalca, ki se je preselil na Kitajsko. We are trying to bring the brand higher because you changed. We know you changed. You became to be proud. And we know that. Therefore it's time that we change. To je Josef Kaban. V avtomobilnosti smo ga že gostili, takrat še kot glavnega oblikovalca Škode, no nato se je preselil k Rolls-Royceu, zdaj pa je podpredsednik kitajske družbe SAIC. We are now in China. China is changing rapidly. It's not only that China is changing, the mentality of people is changing, the expectations is changing. And if we want to deliver something, it might be more than just technique, can be something like art, something special, something elevated. No, isto misel vam zdaj povemo še z drugimi besedami. There's an ATB mobility function to every car, but actually if you want to appeal to the next generation, you're going to look into maybe what they get through the experiential aspect. So my son is 18 years old. He expects EV. He expects to save the world with zero carbon emissions. It's not a selling point anymore. He expects an interface with fingertip control. He expects biometrics which measure my pupils, my voice control. He expects that. It's all life on the iPhone. So what's the new dimension that reaches to him as a Gen Z customer? That's the challenge for design. And I think it's experiential. In what direction should Europe grow? I think Because now I think from the rationality, I mean, we are now maybe a bit too deep in rationality. The time is running and running quick. If this world is doing this speed, we might not only talk about us, we might do as we always did, absorb the world and get better. In ko oblikovalec iz Slovaške pravi, da se moramo Evropejci prilagajati, mi dodajamo, da se je treba prilagajati po pameti. Namreč omenjeni na las podobni kitajski avtomobili bi nam morali povedati, da ja, prilagajanje je potrebno, ampak prilagajanje s kopiranjem, to pa ni prava smer. Ta kričeč zelen Volkswagen se ne imenuje Volkswagen Tavascan, pa čeprav je temu Cuprinemu modelu, ki se mimogrede izdeluje na Kitajskem, na las podoben. Imenuje se ID Unix 06 in njegova prednost pred kitajskimi rivali, verjamem, da bo v voznih lastnostih. Sicer pa Volkswagen za kitajski trg pripravlja zares obsežno ofenzivo z na desetinami novih modelov. No in prvi zametki te ofenzive so tukaj. Poglejte, tamle je električni Volkswagenov Range Rover, tole je električna Volkswagenova Tesla, tukaj pa je še električni Volkswagenov BMW. Govorim seveda o dizajnu, tako nekako bi lahko potegnili primerjave, ampak videli bomo, če se bo ta nov Volkswagenov oblikovni jezik preselil tudi v Evropo. Namreč pričakovanja kitajske javnosti so glede oblike avtomobilov še vedno precej drugačna kot pa pri nas. In čeprav slišimo, da lastna identiteta neke blagovne znamke na Kitajskem ne šteje prav veliko, bi verjetno bilo bolj varno vseeno gledati malce na daljši rok. Namreč, kot mi je povedal kitajski poslovni analitik, ki dela iz Kitajske za špansko globalno podjetje, se hiperproduciranje novih in novih kitajskih izdelkov že kaže kot zelo resen problem Kitajske. Namreč, tako kot njihovi telefoni, so tudi njihovi avtomobili po 18 mesecih že zastareli. Pač kupci takoj hočejo novega, z novimi idejami in dobijo ga. Ampak to za kitajski posel pomeni izjemne investicije in pa neizprosen poslovni tempo, ki pa se redko obrestuje. In kitajske nove znamke, zato kot domi ne propadajo, menda je celo neizogibno, da bodo v prihodnjih letih izginila tudi že nekatera zelo zveneča nova kitajska imena. Torej, tradicija res še vedno veliko šteje in Audi te besede preverja tako, da je pripeljal novi avto in pa starega.
ena najbolj priljubljenih evropskih znamk na Kitajskem, Audi, je predstavil Audi. Ampak ta avto tukaj spredaj nima več tistih značilnih 4 krogov, ampak samo napis istoimenske znamke. Ampak v resnici gre za novo znamko. Znamko, ki je nastala samo za kitajski trg v sodelovanju Audija in pa kitajskega SAIC-a. No in zdaj tukaj prvi model, imenuje se E5 Sportback. Gre za nekako električnega sportbacka, ki je po velikosti zelo podoben našemu klasičnemu A5. No ampak kaj pa imamo tamle čez? Tukaj pa imamo legendarno osnovo rally dirkalnika Audija Sport Quattro. In ravno to je zanimivo, ko primerjamo evropske znamke in pa kitajske. Namreč kitajske znamke tukaj ne razstavljajo svojih starodobnikov. Evropska tradicija je namreč ostala prednost evropskih proizvajalcev pred izjemno množičnimi in vse bolj naprednimi kitajskimi. No, Kitajci evropsko avtomobilsko tradicijo spoštujejo in to dokazujejo s tem, da k nam prav te mesece pošiljajo nov, tipično angleški izdelek. Seveda je bilo samo še vprašanje časa, kdaj se bo MG poklonil svoji več kot 100-letni tradiciji in predstavil en takšen zabavni, tipično angleški dvosedežni roadster. Atrakcija pa seveda niso samo ta vrata, ampak tudi ta odrezan volanski obroč, pa naj seveda spomnim, da Cyberster je električen roadster. Na tem mestu pa lahko dodam, da v primerjavi s tistim zadnjim MG-jevim roadsterjem je tukaj z volanskim obročem zelo udobno. V tistem takratnem avtomobilu pravzaprav leve roke skoraj da nisi imel kam stlačiti, ker je bilo premalo prostora. Koliko se je napolnil Audi? No, poglejva tokrat na aplikaciji, torej vidimo, da seveda na polovici oddaje smo in na polovici polnjenja je tudi naš Audi. Ampak mogoče je to trenutek, da lahko si tudi vključimo klimatiziranje kabine. Ampak Luka, mimogrede, a si uspel ugotoviti, po koliko polnijo Kitajci svoje električne avtomobile? No, izvedel sem, po koliko polnijo Šanghajci. Na takšni hitri polnilnici bi 100 km vožnje recimo stalo med 1 in 2 evroma, kar pomeni približno, da bi dizla vozili s porabo 1,5 litra na 100 prevoženih kilometrov. Doma, v domačem bloku, namreč večina Kitajcev, še posebej pa Šanghajcev, živi v velikih blokih in to ni ovira pri polnjenju električnih avtomobilov. No, doma pa polnijo še 10-krat ceneje, kar pomeni praktično zastonj. Torej ogromno baterijo kapacitete 100 kWh bi doma napolnili za vsega 1 evro. No, kaj pa je skrivnost te poceni energije? No, seveda to, da prihaja ta energija iz klasičnih termoelektrarn. No, ampak vseeno, po glasnem premoru si bomo pa vzeli čas za novo kitajsko tehniko. Tehnični sklop tokratne reportaže začnimo s posebnimi sporočili na zadku. Ampak, ko sem na tokratnem salonu gledal tiste kužke, ki pošiljajo razne srčke in poljubčke, sem pa rekel, mogoče bo pa treba nekje potegniti črto. No, jaz se vsekakor strinjam in to so nam tudi že razlagali evropski inženirji tudi v našo kamero, da je preprosto treba določiti neko regulativo, kaj bomo dejansko smeli tukaj zadaj napisati. Ker jaz se dejansko strinjam, da je smiselno, da nam bo avtonomni avto povedal, da samodejno parkira, ampak to pa, da nam napiše vse najboljše, to pa verjetno lahko počaka vsaj do rdeče luči ali pa, če ne, vsaj do parkirišča. Kaj pa samovozeči robotaksiji? Si jih uspel preizkusiti? Ko sem v hotelu vprašal, če mi lahko naročijo tak samovozeči taksi, so me samo debelo gledali, kot da sploh niso vedeli, da v Šanghaju ta storitev dejansko že obstaja. Je pa res, da nobenega tega samovozečega taksija po Šanghaju po cestah nisem videl in v resnici videl sem samo en samovozeči avtomobil na ulicah, pa še tisti mislim, da je bil prototip. Tako da, a si ti v Hančuju videl kakšnega? Ne, prav nobenega. No pa tudi tisti robotaksi od kitajskega Uberja, torej aplikacije Didi, na salonu ni prav nikogar zanimal. Ampak kljub temu tisti Didijev robotaksi vendarle še ima volan. No, zdaj pa poglejmo en zelo počasen šatel z izjemno posebnim krmiljenjem.
Videli smo že okrogle volane, pa presekane volane, pa kvadratne volane, pa velike volane, pa majhne volane. No, tukaj pa imamo vse skupaj združeno kar v enem takšnem globusu, recimo temu. No, s tem vrtimo levo, desno, pa hkrati potem tudi pospešujemo in zaviramo. Vse z eno takšno plastično komando. Seveda govorimo o vozilu, ki vozi počasi. Če si prebivalci Šanghaja ne želijo samovozečih taksijev, pa si zagotovo želijo robotov. No, moje osebno mnenje pa je povsem obratno. Samovozeči avto da, takšna robobionda pa nikakor ne. A veš, česa pa jaz nikakor ne bi imel? Avtomobila, ki ga moramo namesto v avtopralnico peljati v čistilnico. No, videli pa smo tudi nekaj, kar je na evropskih avtomobilskih salonih že zdavnaj postalo pase. No, na nekaterih posnetkih ste videli, kako so se lepotice naslanjale na Mercedese razreda V, se pravi na enoprostorca. In ja, enoprostorci so na Kitajskem še vedno zelo, zelo popularni. In tudi taksist me je vabil v svoj taksi, zato ker je rekel, da on ima pa minivan s takšnimi velikimi fotelji. Ni mi žal, da sem tudi tisti avtomobil izbral, ampak zdaj, če se vrnemo Mercedesu V, zdaj ponavadi ta avtomobil velja za avto, ki so ga že vzeli zato, da so se ga bolj luksuzno opremili. In zdaj Mercedes-Benz z novo generacijo pa obeta nekaj, kar bo dejansko vsaj malce odščipnilo posel predelovalcev. Mercedes-Benz je seveda samo v Šanghaj pripeljal pokazati novi model CLA, ki seveda vsak hip prihaja tudi na slovenske ceste, ampak glavna premiera pa je nova vizija, kako bo izgledal novi razred V, ki prihaja v prodajne salone leta 2026. No, seveda, tako zelo futurističen ne bo. In serijski izdelek bo zagotovo tukaj imel tudi en tisti klasičen trden stebriček. Pa še eno stvar bom pokazal, v tem konceptnem vozilu imamo velik zaslon za gledanje seveda filmov med vožnjo. Posebnost tega zaslona je, da se pomakne sem v dno. Seveda govorimo o ukrivljenem zaslonu, ki ga lahko zvijemo v rolo. No, v novem avtomobilu ukrivljenega zaslona ne bo, so mi pa pri Mercedesu zagotovili, da ja, tudi v novem serijskem izdelku zaslon za zadnje potnike bo na razpolago. In to kar direktno iz Mercedes-Benza, ne bo treba, da bodo za to poskrbeli Mercedesovi partnerji. Ko smo že pri ukrivljenih zaslonih, no, to pa res morate videti. Nadaljujemo pa z Mercedesovo znamko, ki je pri nas več ni. Nekoč je bil izključno majhen avtomobil, samo za dva in prodajali so jih zložene enega vrh drugega v tistih smartovih stolpih. Ampak prišel je čas za novi začetek na novem trgu na Kitajskem. No in danes je znamka Smart, posem dozorela znamka, ima celotno paleto modelov avtomobilov in vsi imajo več kot pa samo dva sedeža. Najnovejši avtomobil pa je številka 5 in gre seveda za velik avtomobil. Na prvi pogled deluje, kot bi šlo za nekakšnega smartovega Mercedes-Benza GLB. V tem primeru gre za Mercedes-Benz, ki ni polnopravi Mercedes-Benz, namreč tehnične razvoje tega avtomobila so Nemci nekako zaupali kar kitajski znamki Geely, ki seveda s Mercedesom ima tesno kapitalsko vez. Ampak tako Geely v Sloveniji, kot tudi Mercedes-Benz v Sloveniji pravita, da te znamke v Sloveniji še ne bo. Ali bo kdaj prišla? No,
To je pa odvisno tudi od vas. Povejte, če si to znamko želite. Torej, Smart zdaj ni več Mercedes-Benz, je pa Mercedes Geely. Je pa Geely vse bolj tudi Volvo in tudi vse bolj Renault. Torej, za Geely lahko rečemo, da je najbolj evropska kitajska znamka. Velika in bleščeča Geelyjeva premiera tukaj v Šanghaju je tale velik terenec. Imenuje se Galaxy Cruiser, je zelo tehnično napreden, je seveda električen, lahko se na primer zasuče oziroma vrti na mestu ali pa po terenu vozi samodejno s pomočjo umetne inteligence. Geely mnogo ulaže u tehnologije veštačke inteligencije, tehnologije razvoja sopstvene satelitske mreže. Dakle, ide se upravo ka jednom smeru visoke tehnologije. No, ampak blišč tega terenca za nas ne bo tako zelo pomemben, namreč ostal bo tukaj na Kitajskem in k nam ne bo prišel, bo pa zelo pomembna za nas tista razbitina, ki se nahaja tukaj zadaj. Geely namreč, tako se vsaj zdi, želi nekako postati kitajski Volvo. Svima je već dobro poznato da je Geely i jedan od vlasnika Volvo kao lidera bezbednosti, tako da je to ono što će biti tehnološki ugrađeno u sve Geelyjeve modele i što je već sada zapravo predstavlja suštinu u Geely brenda. No, ampak poleg varnosti bo Geely za Slovenijo oziroma za nas Dolence še toliko bolj pomemben, ker nam bo pomagal služiti kruh. No, ampak to nam bo pomagal seveda z bolj ljudskimi, bolj dostopnimi modeli in še nekaj takšnih bo v letošnjem letu prišlo v Slovenijo. Poglejmo katerih. 6 novih modela očekujemo samo do kraja ove godine koji će dobiti sve evropske homologacije i sertifikacije. A svakako od modela City Ray očekujemo najviše i kada govorimo o električnim modelima, to je svakako model EX5 koji može konkurisati u mnogim ovim našim zemljama za dobijanje državnih subvencija. Ali svakako očekujemo da volumenski model pre svega bude City Ray, a za njim i Starray sa 2-litarskim benzinskim agregatom koji također očekujemo u drugoj polovini godine. No, veliko je teh kitajskih terencev, ki se znajo na mestu vrteti in se recimo kar bočno pomakniti v bočni parkirni boks. Ampak tiste rešitve močno uničujejo gume, pravzaprav bi na nek način morali uporabniki tega sistema plačati kar kakšen ekstra davek za čiščenje cest. No, idejo bi bilo enostavneje rešiti s elektromotorji v kolesih. Ampak in-wheel tehnologija očitno tudi na Kitajskem še ni tako zelo popularna. Kitajci imajo zelo radi takšne močne klene terence in tukaj v Šanghaju smo videli kar nekaj takšnih, rečemo temu, kopij Fordov, Bronkov ali pa seveda tudi Toyota Land Cruiser. Ampak ta je nekaj posebnega, zato ker ta prihaja v Slovenijo. Here behind me is called BJ40 and it is a kind of range extended electric vehicle and it's a kind of off-road vehicle. The motor drives the wheel and gasoline like charging the battery, so you can see it as a power bank. Range of this vehicle is over 1,000 kilometers. For this Shanghai Auto Exhibition, board member of bike drove it with full fuel tank and full electricity. They drove it from Beijing to Shanghai with just one fuel. No, v Sloveniji bo na voljo tudi kot samo neelektrificiran bencinski model. A glede na poplavo električnih avtomobilov s podaljševalnikom dosega, si lahko obetamo, da kmalu tudi v Sloveniji te tehnologije ne bo ponujal samo Nissan s svojimi e-powerji. No, še prej pa bodo v Slovenijo pripeljali tudi novi priključni hibridi in tu se začenja odvijati dirka za najvišji doseg. This model, 07, the PHEV version, the electricity range is more than 210 kilometers. The combination range more than 2,000 kilometers. That's our now technology. 2,000? Yes. Oh, wow. Now we are number one. Okay, so what is the fuel consumption? 4.9 liters per 100 kilometers. So that must have a large fuel tank. I cannot tell you the detail because it's secret. 2,000 kilometers? Yes. I must try it. Yes, you must Okay. try.
Je pa zelo priročno, da smo zdaj zraven avtoceste. Ta Audi namreč prav na avtocesti najbolj pokaže svoje prednosti. To je namreč zelo dober potovalnik, ker je nizek in zelo aerodinamičen. Ampak več o tem Audiju, kar v posebnem video prispevku, ki ga dobite na tej QR kodi. No, vidimo se ne čez en teden, ampak čez 2 tedna in tudi takrat bomo še obdelovali zgodbe iz Šanghaja. Takrat bomo se dotaknili tudi političnih tem. How welcome do you feel in Slovenija? Best. Nas je Amerika malo oklofutala in malo našeškala, so pa nekateri tudi spregledali, da bi se lahko obnašali malo drugače. Medtem pa seveda ne pozabite na naš mmc.rtv.slo.si, kjer vam ponujamo številne zanimive vsebine in pa, če se še niste, naročite se na naš YouTube kanal. Srečno!